V prostorih prometne šole Maribor so danes pripravili okroglo mizo z naslovom Varovanje v sodobni družbi. Kakšne aktualne teme so odprli in podobno ravnateljica Mateja Turk. Delodajalci, ki na področju varovanja pokrivajo to nišo, lahko vplivajo na predmetnik, da so bolj dijaki zaposljivi na trgu dela. In bi tu želeli malo odpreti eno debato, kaj se potrebuje. O pomenu oziroma sodelovanju delodajalcev pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnega programa je spregovoril Bojan Udovč, svetovalec pri Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Jaz mislim, da je pomen delodajalca izredno velik. Prvenstveno zato, da delodajalci pomagajo pri sestavi programa šolskega iz enega preprostega vidika. Delodajalci natančno vedo, kakšne vsebine potrebujejo in kako naj bodo usposobljeni tisti, ki prihajajo iz šolskega sistema. Zatorej je zelo pomembno že v sami fazi nastajanja programov, da so in so, moram reči, da so v imenu Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, smo se potrudili in delodajalce animirali, da so izredno dobro in kvalitetno sodelovali pri nastajanju programov. Milan Vačovnik, svetovalec uprave za kakovost in vodja strokovnih internih programov usposabljanj v družbi Varnost, pa o izkušnjah z njimi. Poleg teh strokovnih usposabljanj in programov NPK-ja, se pravi nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pa imamo tudi z fakulteto za varnostne vede zelo dobre izkušnje z kadri diplomiranih vososlovcev, ki prihajajo z 7. stopnjo. S temi kadri potem delamo direktno preko diplomskih nalog in pa pripravništev in jih potem postavljamo na nivo operativnih vodij in imamo kar dolgoletne izkušnje z njimi in ti kadri so zelo dobri. Po drugi strani pa pričakujemo kadre, ki jih bo dala srednješolski sistem, se pravi tehnike varovanja, teh še ni na trgu, te kadre bomo zelo nujno rabili na tem področju, ker nam bodo služili potem kot pomoč univerzitetnim diplomiranim varsoslovcem in bodo dopolnjevali tisto njihovo operativno delo na terenu.